294 dni v zaporu, ker bi že zdavno končal na manjači. Ampak me niso dobili. Zdaj me zapirajo, pa zdaj mi sodijo po kazenskih zakonnikov SFRJ, tistem, ki sem se ga takrat tako strašno bal. Kaj ti vedel sem, kaj mi sledi, ravno po tem zakoniku. Glejte paradoks zgodovinski, to bo šele od 50 let, od danes naprej nazaj, zanimivo videti, bom rekel, mila beseda. Pa naj bo, če je taka volja. In nam je uspelo od maja meseca, torej mi smo sprejeli vojno, latentno vojno, kot rečemo, kar pomeni po domače prikrito, postaviti obrambno-varnostni sistem, prilagojen v Sloveniji. Ta film res priporočam, daj na sestanku, pogledajte si ga, kljub tistemu potvorku, naj mu bo. Ampak v bistvu pove pričanje akterjev, način, kako pridobivati ljudi. To je moja zame kot vojaka strašna izkušnja. Ko sem bil obisku pri šefu operaciji izraelske vojske, generalu Zivu, mi je rekel, ki je poznal preko Mossada, imel sem pa tudi svojega kolega, študenta na Kraljevi akademiji v Londonu, polkovnika Mossada, tako da so me poznajo bolje, kot me poznate Slovenci. Ampak na prijetni večeri zvečer mi je izrekel misel, ki je že zapisana posod, pravi, kolega general pravi, veste kaj, a vi se sploh zavedate, da vam vsi vojaki na svetu zavidamo? To je bila njegova misel. Trenutko nisem skapiral, kam meri, sem rekel, čemu, zakaj? Pravi zato, ker ste imel možnost organizirati vojsko, nacionalno vojsko za osamosvojitev svojega naroda. Sem rekel, thanks God, hvala Bogu. Bilo mi je dano, pa še skoristil sem. Ja, pod mojim poverstvom, pod vodenjem 2 ministrov je nastalo to, kar piše v tej brošuri, sem danes dal, da ne bi govoril, preberite si, boste videli, da ni dolgočasno branje. Notri je eno poglavje moje knjige celo. Avtentičnost prve roke. In pridemo zdaj preskok do vojne, tiste, ki je bila vidna. Pride do 27. junija 1991. Tudi do sestrelitve helikopterja, ki sem ga seveda polno zavestno sestrelil in danes sem bil seveda močno izpraševan kot šolar v šoli na Pop TV-ju, boste nedeljo gledali, kaj bi iz tega naredili. Še enkrat in še enkrat, zakaj in kako je to mogoče. O helikopterju ne moramo mimo. Zelo sem ponosen na ta vojaški dosežek. In seveda absolutno mi je žal ljudi. Potikajo mi, Kučan govori o tem, zadnji zapisi, mi potikajo, da sem tako surov človek, brez empatije, da ne obžalujem žrtev. To ni res. Film o meni, kdo je gledal, je pokazal, jaz ne, da imam rad ljudi in nimam nobenih vzgibov, mi verjemite, to vrstnih, sem pa čisti profesionalc, to je pa res. To zmorem, ker imam neverjetno odnos z mojim jazom, z mojo vestjo. Do danes se nisva še nikoli sprla. Mi dva. O tem govori moja skladba sam. Vse bolj postaja popularna. To je moje delo. To je ekspresionistični poem. To je pogovor samega seboj v onih časih. Mimo grede. Pa še to pove. Ne, da sem reševal ljudi. Jaz imam občutek, da sem reševal ljudi. Jaz sem reševal celo mojega mačka v zaporu. Mojega velikega prijatelja, ki sem ga zgubil zato, ker sem narobe razmišljal, se svojo pametjo moral biti pa z njegovo, ne bi preveč pač mojemu dragemu prijatelju posvetil. Torej, to ne drži. Zakaj pa je bil sestreljen? Zato, ker je strokovno moral biti in če ne bi sestrelil ta helikopter, bi treba sestreliti mene. Vedno znova to ponavljam. Z brigado Mori sem bil zadolžen za varovanje glave države, ki je bila stara šele 2 dneva. Stroki se to, kar sem počel, imenuje krožna obramba po principu koncentričnih con. Ok, neka taka fraza, ki jo veliko ljudi ne more razumeti. Ni pa tako komplicirana. To pomeni, da če neko stvar varuješ, tole govornico, okoli tega se postavijo sektori, krožni, koncentrični, podobno kot je to pri potresu, no? In je več stopenj varovanja. Moja naloga je bila neposredna. Prva koncentrična cona je bila moja odgovornost. Druga je bila polkovnika Buter. Tretja je bila, ne vem, in tako vse v državo. To je princip šaha, za tiste, ki moje stroke ne poznate. Kar pomeni, da vsaka poteza od prve otvoritve naprej, če je dober šahist,
Karpovs, zagotovo, in Fischer, in ne vem kdo, s prvim kmetom, ko ga pomakne, razmišlja samo eno stvar, kako bo zaščitil kralja. Tako se vojne morajo voditi, če se prav vodijo. In tako sem jo tudi jaz razumel in svoje poslanstvo opravljal. Ves čas. Strokovno ponosil sem na čisto vsako svoje dejanje. Na enega pa ne razočaran, ker ga nisem našel, če ga do najde, naj mi ga pove, pa dokaže. Vsiljujejo mi takšne stvari. In zakaj je bil sestreljen, da to razčistimo danes? Zelo enostavno. Zato, ker ga bi morali že zdavnej v prejšnjih sektorjih sestreliti, pa ga niso. Zakaj je veliko razlag? Spet ne bomo helikopterju posvetili, ker je tematika širša. Ampak, kot sem rekel, če pa kdo mislil, in tudi ki ga je pilotiral, jaz nisem ljudi streljal v tem primeru. V primeru pehote to počneš. Žal, je treba to početi v vojni. Jaz sem streljal na objekt, ki je imel vse oznake agresorskega helikopterja. In prišel je v sektor, kjer se mora sestreliti vse, kar pride. Po cesti, po zraku ali na kakšenkoli drugi način. In zato je bil lastnoročno z moje strani vodeno sestreljen ta helikopter. No, se kam so pa prišli? Po vseh teh obtožbah in kampanji, ki jo sicer na vides usmerjajo proti meni, pa spoštovani, dajmo prepoznati igro komunistov, ki stalno igrajo, pa slabo igrajo. Znamo mi bolje, če treba. Seveda se da mene, zakaj se jaz tako pogosta tarča? Kako to vidim? Težje je toč nekoga, ki je deloval v pisarni. Pa tudi, če je pravilno deloval, pa naredil neke dokumente, pa tako, pa se to da drugače. Lažje je toč človeka v operativi. In prikazati, kaj sve. Nekoga, ki je ne črtijo javno, seveda jasno in tiho so in radi bi zamolčali, celo trdijo ponovim, da razložitve ni bilo. To je njihova velika travma. Ampak o nas, ki pa smo oboroževali, pa pravijo, danes na televiziji temeljito o tem, trgovilno z orožjem, trgovali ste, švercar ste, vse najslabše. Ja, lahko tako imenuješ tudi, ne? Ampak to, kar sem jaz počel, in za ljudi, ki jaz vem, mi nismo trgovali, mi smo oboroževali. Načini so bili pa grozni, nemogoči. Brez tega ne bi ustvarili svoje armade. Dan so me na veliko roke zvijali na Pop TV-ju, okoli skladišča Borovnica. Kmalu boste veliko slišali, kajti halo je dvigneno, v partiji gorijo vse rdeče luči, nekatere še na cestah, na semaforih, pa je ne nehajo goreti rdeče. Zakaj? Ker se je predsednik Pahor odločil, da bo odlikoval 21 mojih borcev iz Morisa, ki je zavzelo skladišče. Danes so bila samo ena vprašanja. A je res, da ste to orožje trgovali na Hrvaško? A ste ga trgovali? Ja, se boste videli v nedeljo, kaj bi z tega naredili. Zgre pa zakaj? To je en velikih dosežkov, kot je Medvedjak, vaš, dosežkov v državnem kontekstu. Kaj pomeni zavzetje strateškega skladišča? To pomeni, da smo prvič mi prevesili razmere sil v prid Sloveniji. Mi smo v tistem času že imeli ljudske potencijale v Sloveniji že dobro organizirane in smo veliko preobtežili kvoto prisotne armade tu. In še kakšnih prostovoljcev, ki so se nameravali s tanki pripeljati z Beograda. Le naj bi se, pa bi videli, kaj pomeni se Slovenijo na tanki pripeljati. Ampak mi nismo imeli orožja. Nas mednarodna skupnost ni podpirala. Nekaj se je dobilo, celo iz Singapurja je prišlo. Vsem posod tudi tu rečem, jaz, ko pridem na tribune, nikjer ne omejujem, kaj se mene lahko vpraša. Mene prosim vse vprašajte. In prosim vedno, čim bolj me provocirajte, toliko boljš vam bom lahko odgovoril. To je moj nastop, jaz nimam kaj skriva, ker nisem nič naredil, kar bilo sram. Ampak tako se hoče prikazati. Vidite? In Borovnica pomeni, da smo za neverjetno veščo akcijo 21 fantov iz vidniške enote zavzeli strateško skladišče armadi, ga 2 dni praznili, da sploh niso vedeli, da ga praznimo. In oborožili kompletno Slovenijo dodatno, da smo nekajkratno razmerje sil, ki je bilo pri bivši armadi, prevesili v našo stran. To je Borovnica in zasluženo si zasluži to, kar bo Pahor, predsednik, naredil. Ne glede, seveda partija pa že nori, na veliko nori. To so taki dosežki.
In zaključil bom, prosim, če sem začel, ker moram nit potegati. Potem bo pa tisto, ne? O Medvedjaku govorim še vedno, samo da ga bomo razumeli, bomo tudi prišli. 27. je tisti vidni del vojne. Kaj je bil namen jugoslovanske armade? Kako so se naslotili? Tako kot smo predvideli z načrtom že leta 90, ki je bil potrjen septembra meseca na pristavi. Predvideli smo jih. In seveda, jasno, da so tudi propagandno si zadali predpostavko. Seveda, rabili so sovražnika. Niso si upali očitno širše razlaga, da je to Slovenija, Slovenec, slovenski narod. In so si kar napisali, kdo je to, da je to NATO pakt. Zato so šli za prvim pohodom, torej z temi močnimi klini prodora na severozahodni del Slovenije, zasest. Smer iz Varaždina je bila močna, potem prodor Čada, poznamo, torej primorski del in koroški del zaseda. Tudi seveda na področju Prekmurja. In seveda notranje akcije, ena od najbolj zloveščih, je bila prodor oklepnih enot na letališče. Mi smo to predvideli. Boste videli v filmu, ki ga boste videli, operacija, razlagam, bil sem torej še dva moja sodelavca, samo 3 ljudje smo izdelali ta načrt, ki se je praktično celoti uresničil. Ko boste videli, da to razlagam leta 92, da bodo seveda jasno zavzeli letališče, čim prej, in omogočili vertikalni manevr od vnosa. Zakaj so tako letali s helikopterji gor in dol ta dan, ko smo jim stovkli seveda prvega na Igu in znani raketka, zdaj postaja popularen človek, ne? Našega v Ljubljani in še ostale. Zato, ker so z vertikalni manever uporabljali, ker so vedeli, da nimamo protletalskih sredstev, kajti Borovnica je bila zajeta šele 28. In seveda so šli ena od glavnih smeri tudi proti glavnemu mestu. To je pa zdaj vaš Medvedjak in velik prispevek k temu, kar smo skupaj uresničili. To enoto so uporabili seveda iz Hrvaške. Jasno, da niso bili protiletalska orodja uporabljena za to, da bi klatili dol naše avione, vse jih nismo imeli. Ampak to so zelo priročna sredstva za dejstvovanje na zemlji. In seveda, želelo se priti vsaj v bližino glavnega mesta. Cilj je bila Ljubljana, prodora in spajanje nekih sil na področju Ljubljane, ker bi šli direktno na nas, verjetno tudi s kakšnim vertikalnim manevrom. Jasno, poloviti vodstvo, to je bil namen. Zavzeti mesto. In to, kar ste naredili na Medvedjaku, se meri za vsako od drugih akcij v Sloveniji, ki so imele pač svoj strateški namen in svoj strateški pomen. Zaustavitev je bila velika zmaga, velika obtežitev naše strani, zadržanje, mislim, dnevniki lepo o tem pišejo, kaj je to pomenilo v strateški oceni tistega časa. Tako da zaključim bom pa s tem. Torej, vojna kot celota, obravnava se Slovenijo, ključ za zmago je bila pravočasna identifikacija namenov, pravočasna spostavitev obrambno-varnostnega sistema, lojalnega Sloveniji, naznanega sovražnika v bodoči vojni, Jugoslovansko vojsko. Osebno, moj podpis imate pod dokumentom, ki je bil sprejet na pristavi, direktiva za vojno uporabo, kjer je prvič jugoslovanska armada septembra meseca leta 90, prosim, navedena pod točko 1 po štabni tehnologiji, to je nasprotnik, proti našim vlastnim silam. In seveda v simbiozi, ki smo jo v tem projektu manevrske strukture uspeli vzpostaviti, med potencijali policije in vojske, enovit obrambni sistem, to je unikum v svetu, da smo na čelo postavili tako imenovane koordinacije. To je pomenilo angažirati ves potencial malega naroda in obrambnih profesionalnih struktur. Pri nas je bil šef republiške koordinacije, ni bil obrambni minister, ampak je bil notranji minister, Pavčar. Zakaj? Pač taka rešitev, dogovor, na pokrajinskih ravneh različno, kakor to, enakovredno. In za popolno oporo na narod. Seveda je rezultat plebiscita pomenil za nas, ki smo bili ilegalci. Prvi signal, da bo to, pa vseeno vas opozarjam, prosim, in dajmo to danes spoštovati, ko je mimo. Do decembra meseca, do plebiscita,
Jaz za mojo manevrsko strukturo nisem vedel, če bo to sigurno ta moj narod pa res hotel. Kaj pa, če bi odločil drugače? Kaj bi z njo? Samo pomislek. Torej, brez zmage v vojni za Slovenijo. Slovenija nikoli ne bi bila samostojna in tudi nedemokratična, seveda, po volji partije. Kajti, še 10 plebiscitov z 100% rezultatom ne bi nič pomenilo, ko bi posegla realna sila, proti kateri ne bi bilo realne sile, adekvatne, pripravljene na to, ne bi šlo skozi. In seveda jasno, z oporo na narod, ki je že na plebiscitu pokazal svoje, vas pa še nekaj upozoril in tle bo zaključil to rdečo nit. Danes, po 25 letih, lepo, da nas je bilo 90% za samostojnost in demokracijo. Super, ampak nikar mu se preveč ujčkati. Probleme, ki jih živimo, fenomen tega problema ni v 90% za, ampak je v 10% proti. Hvala. Gospod general, hvala lepa za izčrpno podane misli. Moja intervencija prej pa ni bila v prekinitev vašega zanimivega predavanja, ampak sem želel pravzaprav izzvati aplavz, ko ste vprašal, če so dogodki v Borovnici si zaslužijo priznanje predsednika države, sem želel reči, da si zaslužijo tudi današnji aplavz tega našega auditorija. Pa prosim, vsem, to je bilo. Nič več o kontekstu. Vse, kar sem isto povedati, mi je ratalo potegant za neko improvizacijo rdečo nit. Ne? Zakaj pa sem tako reagiral? Vidite, in to me čas košta. Jaz sem vojak, ne morem pomagati, rojen za ta poklic očitno in šolan in potrjen stokrat v praksi. Ne? Kakorkoli hočete. In ne morem iz svoje kože, kot nišče ne. Tudi zdravnika boste hitro prepoznali, ste kot prede zdravnik. Morda tudi, ne vem, za vaš poklic, ker ste morda agronomi, v ljudski stranki, strokovnjaki, pa kje kmalu vidiš, iz kjere stroke izhaja. In seveda, jaz skušam biti do take mere kultiviran, da se vedem po vzorcih civilnega vedenja. Mi pa čas, kaj uide, in tudi v tem primeru mi je bila podobna gesta, kot se mi je zadnji zgodila na tiskovni konferenci. In nekateri ste videli, kako je kanal to tako izkoristil. Imel sem svoj ekspoze, razlagal, konkretno. In vodil, moderiral je pa to tiskovno konferenco igralec Roman Končar. Večina ga poznamo. Velik. Štimo ima tako, da kar do njih, ko zapoje, to milina, to je kot sod zvedi. Ne? In ta človek, ko misli, da najbolj potih govori glasneje, kot takrat, ko jaz kričim. In verjemite, tam je šel brez stran, kjer je bil moderator, ko jaz razlagam pred vsem kameram, kar jih pač ta dežela premore. Pomembne stvari se mi zdi za tisto tisko. On komunicira z enim od novinarjem. In kaj sem naredil? Vidite, ta moja nerodnost, za katero se opravičujem tudi danes, ne? Mi pač leti. Dvignem prst in samo rečem, pa ne jezen, ampak to je moja manera, kratka je drnata. Prosim, ne govorite, ko general govori. Za trenutek sem pozabil, da me kamere snimajo. In A kanal je samo to kazal. Tako da, gledajte, refleks je bil, pa prav prijetno je. Lepo in spontano, hvala lepa. Mogoče zdaj po tem bolj vojaškem delu pa bi mogoče dal pa zdaj le besedo še našemu predsedniku Slovenske ljudske stranke, magistru Marku Zidanšku. Pa mogoče še prej ena misel, ki se mi je zelo vtisnila v spomin, ko ste rekel, da je bila najprej varianta B, pa varianta A. Včasih imamo občutek, da že zdaj živimo kar v varianti A, ne? Tako da... Upam, pa se približujemo tistim določenim elementom tega. Mi daste še 2 sekundi? Se pravi, čujem. Vse dan ste me povabili, pa počakajte spet 10 let, ob 70-letnici spet prišel, moj, namreč 60 sem bil star, ni do tega. Gospod je v meni zbudil močno asociacijo. Jaz sem prej razlagal nekje vmes o varnostnih službah, o OZNI. A veste, katere variante je imela pa OZNA? A, B in tretjo, verjemite mi, C. Do tu je seglo znanje Matija Mačka, namreč. Dosti dlje ne, abecedni. Pa vendar, hudo.
resno govorim. Ozna je dobila pooblastila, še je bila Ozna, predno so se transformirali v dve ločeni službi, vojaško in civilno tajno službo, da je zastiševala ljudi, ki so naše sorojake, ki so jih žal moji Angleži vračali iz Avstrije, nazaj v flash mašino komunistov. In čisto resno, tri kategorije so bili A, B in C. A so bili mladoletni, B so bili ne vem kateri že, ki so doživeli redki amnestije, ne vem kakšne vrste. C skupino so pa pošiljali v te karijere. Ogromno njih v Kočevje, kjer so jih pobili kot živali. Še samo dodam kot poduk, da se bomo zavedali, ne? Ampak asociacija, nič posebno. Hvala lepa. Torej, gospod predsednik, v času osamosvojitve je vsak od nas imel neko svojo izkušnjo, pravzaprav vsak od nas, ko se zdaj pogovarjamo, tisti, ki smo imeli to možnost, da smo doživeli, imamo na tiste čase neke prav posebne spomine, pa mogoče vas izzovem, kakšni so vaši osebni spomini na tiste čase, po eni strani, po drugi strani pa kakšna vloga, kako vidite vlogo Slovenske ljudske stranke, ki je poleg tega, kar je zdaj bilo opredeljeno, pa nam razloženo vojaški vidik vsega tega, ki je pa le 12. maja začela pa tudi neko politično pot demokratizacije in osamosvajanja Slovenije. Izvolite. Ja, hvala lepa. Tudi moje imeno vsem lep pozdrav. Se bom skušal navezati na te besede, pa mogoče začnem res pri tem rojstnem dnevu Slovenske kmečke zveze, ki je prva demokratična stranka po drugi svetovni vojni, seveda za svojo tradicijo predvojne stranke in začetek, bom rekel, tistega političnega dela demokratizacije je pa general Tone razložil, bom rekel, različne vidike in, bom rekel, je bilo izredno ne samo zanimivo poslušati, ampak je bilo izredno poučno poslušati. Zdaj, res je, pa bom šel bolj na ta politični vidik sedanjega stanja v državi, kaj imamo v tej državi zdaj po teh 25 letih, kaj vse smo mogoče med tem časom zavodili. Pa se bom vrnil, da ne bom preskakoval, sem razumel, ko smo bili na Medvedjeku, da bo ta mogoče kolega dobila prej možnost, da samo njih napeljeta, ampak gremo na mogoče tudi neko osebno izkušnjo. Sem toliko star, da sem te zadeve doživel. Že kot član politične stranke, se pravi človek, ki se je malce tudi angažiral, ne pod orožjem, ampak na drug način. Bili smo mladi, takrat mladi krščanski demokrati, smo si to upali povedati, da smo krščanski. Imeli eno, zdaj sem Celja, spomnil se predstavljam iz Celja, eno veliko veselico tako v Celju, ne vem, če smo jo po tistem kdaj napravili, cel mestni križ na dan, takrat 25. Zjutraj, ponovno smo šli spat, zjutraj so pa vsa poročila polna tankov in vsega ostalega. Zdaj slišim iz, bom rekel, razlag, kaj se je že prej dogajalo, kak dan prej, ko je bilo mogoče tudi kaj skrito, iz taktičnih vidikov. In seveda se zgodili v nekem čistekem času, za katerega skoraj nismo mogli verjeti, da se nam to lahko dogaja. Dobro, politično smo takrat malce delovali, s kakimi protestnimi izjavami se spomnim, da nam je uspelo tudi eno protestno izjavo, da je objavila Radio Slovenija, kaj so rekli en občinski odbor mladih krščanskih demokratov iz Celja. Smo pa imeli eno, bom rekel, priložnost ali pa možnost doživeti vojno tudi malce od bliže. V družini smo imeli gostinski lokal, nasproti vojaškega skladišča v Celju, v Bukožlaku. Zdaj smo bila to gostinski lokal, kjer so se tudi vojaki Jugoslovanske ljudske armade, tako imenovane, seveda takrat, seveda oficiri tudi zadrževali prej. Veste, da je bilo ogromno civilnih ljudi tudi v službi, v vojski takrat. In ko je prišla teritorijalna obramba, seveda na svoje položaje, je takrat moj oče povabil v lokal, se pravi, znamke strateške položaje. Prvi nastropju hiše je bil ostrostrelec,
ročni raketomet v hiši vedno pripravljen. In smo, izmenjali se pravi, enkrat en vod, enkrat drug vod, da so se menjavali, doživljali, tudi neke vrste vojno, pa ne samo to. V tistem času je kar nekaj pripadnikov JNA pribegnilo. Spomnim se predvsem stisk teh mladih fantov, kako se odločati, ko so klicali seveda svoje domov po bivši jugi in ljudje, ki so košarkaši, visoki, močni fantje, so se z glavo zaletavali v ploščice v gostinski kuhinji in se odločali, kaj v tistem trenutku storiti, ampak napravili so te prave korake, se pravi, šli so, pravilno so se odločili. Pa ob tem, da so bili tisti zračni napadi in tako naprej. Potem je bilo seveda uveljavljanje različnih statusov. Očetno je tudi to uspelo, da je pač veteran vojne za Slovenijo, no mi smo je pa nekako skupaj doživeli. To je, bom rekel, taka osebna izkušnja, ki jo lahko vedno povem. Smo tudi, ker je to področje plinarne, petrola, vojak sve, kaj to strateško pomeni, ko so bili zračni alarmi, smo tudi, bom rekel, zapuščali položaje, tudi z vojsko, predali ključe, pa smo rekli, pridemo nazaj, če boste šli pač staklente, pa smo se mogoče prej mi vrnali, ko se je potem tudi vojska, pa verjetno to, bom rekel, predvsem znalo iz strateških razlogov in ne bom širil zgodbo, ampak stvar je v tem, da neke izkušnje iz tistih časov, ki ti v bistvu dajo tudi mogoče tudi neko legitimiteto, da lahko o tem govoriš in lažje govoriš v 25 letih, dano nam je bilo to doživeti, da tudi ceniš, kaj pomeni samostojna država, možnost življenja v samostojni državi in hvala Bogu, da nam je to uspelo in smo si jo predvsem z, bom rekel, pogumnimi ljudmi, ki ste takrat dejansko dali vse od sebe in se izpostavili za slovenski narod, v bistvu uspeli. Ko se zdaj obrnem, bom rekel, v ta čas, gleda to, da si ga upam komentirati, ker sem v vsem tem obdobju pač spremljal na različnih nivojih, predvsem pa na lokalnem nivoju in moram reči, da ima vaš župan izredno dober spomin. Res je, ko smo se srečali tukaj, jaz sem v imenu mestne občine podpisoval takrat, pa bi se ne spomnil, kaj smo podpisovala, vem pa, da sem bil v Trebnjem. In zelo prijetno smo se smeli tam v ovnih prostorih, tudi zadeve, bom rekel, želeli dobro nastaviti. Žal se nama še niso uresničile, da bi se tudi izvedle. Prevelik, bom rekel, preigravanj ali pa neodločnosti, ki ga predvsem, moram reči, in tudi delim mnenje, ne samo Toneta, tudi župana, neodločnosti, ki jo čutimo pri vodenju države v teh trenutkih. Delim ista razmišljanja, pa bom zdaj šel spet malice iz lokalne ravni, da tudi karkoli napišemo, niti nam odgovorijo, tega nismo bili navajeni niti pod kakršnimi drugimi vladami, saj nekdo je nekaj zapisal, pa ti je odgovoril, da je vse kaj dobro. Zdaj pa nekaj pišeš, delaš neke komunikeje, se matraš, probaš neke zadeve razložiti, se probaš najaviti na kak sestanek, kaj doseči, pa nekako ne gre in zato že nekaj mojih izjav, da gre za leto pa pol, pa zdaj pa malo 2 leta izgubljenih priložnosti za to državo. Je že res, da na enih, bom rekel, res čudnih volitvah, tisto poletje, brez programa, brez neke vizije, kaj je pomembno za ne samo to državo, ampak za ta narod, pa te državljane, ki živimo v tej državi, z nekim velikim naskokom, neka zmaga teh volitev, ohranjanje, bom rekel, možnosti vladanja in na koncu pa seveda brez tistega, kar bi si želeli čutiti ljudje, to, da bi v tej državi bolje živeli, predvsem, da bi imeli svoje dostojanstvo
Dostojanstvo pa pomeni delo, ne socialne podpore, ampak delo, s katerim seveda si lahko zaslužiš vse tisto, kar je potrebno za življenje. In kaj še pogrešamo ob tem, ker se je nam nekaterim zalomilo na tistih poletnih volitvah, in to bi marsikdo od županov, ki tudi niso člani Slovenske ljudske stranke, ampak mogoče delujejo v našem klubu županov, ali pa tudi to ne, pove, da pogreša glas Slovenske ljudske stranke v državnem parlamentu, predvsem kot zagovornice lokalnih interesov. Mi dejansko nimamo moči po tistem, ko smo, ali pa ko so, mi nismo pri tem sodelovali, vrgli župane iz državnega zbora, ampak veste, ti naši župani ali pa župani nasplošno imajo nekaj praktičnih izkušenj, kako se dela na lokalnem nivoju, in ta praktična izkušnja je državi izredno pomagala, bolj kot pa tisto, da si je kdo pa uspel tudi kaj priboriti za svoje lokalno področje. Še ena od takih prevar, ki se je zgodila, ali pa neumnosti, da se je nasedalo trenutni, tudi medijsko napeljani politični akciji, da smo se tudi skozi tak način onemogočali, pa kot jaz večkrat rečem, zelo lahko je tudi nekoga na desni diskreditirati. Mi se pač moramo zavedati, da je treba počakati pri diskreditaciji saj nekako pravno močno zgodbo, ob zadnjih primerih, to tudi nekako ustavno sodišče, ker sicer ob nezmožnosti ali pa ob tem, da medije obvladuje nekdo drug, lahko politiki na desni strani v bistvu sploh nas ni, ali pa se bo malo kdo sploh odločil, da se bo te zadeve še šel. In kaj je problem te države? Problem te države je v bistvu tudi velika centralizacija. Mi smo pozabili na to, da država ni samo Ljubljana, ampak smo v tej državi ljudje, ki živimo v vseh krajih te lepe dežele, in da smo pozabili, da nas velika večina živi na podeželju. In če sem pa še politično aktualen, si želim, da bomo znali, zmogli prebuditi ljudi. Ni enostavno, moramo se tudi zavedati, in včasih to, kar pozabljamo, da živimo, ali pa da smo se v tem času tudi za 20-25 let postarali, da je med tem časom za nami ena močna mlada generacija, kateri pa tudi ne pstijo, da bi kako tako razlago generala slišali, in da mladi ljudje so tisti, novi volivci, ki pa predvsem vsem dolžnem spoštovanju in zavedanju pomembnosti zgodovine živimo v sedanjosti in pa seveda živimo tudi, oziroma gledamo, kako bomo živeli v prihodnosti. In če nas je kaj zgodovina naučila, nas mora naučiti to, da znamo, oziroma da bomo zmogli prestaviti stvari zato, da bomo si omogočili boljše življenje v sedanjosti, predvsem pa, da ne bomo vse zapravili za svojo prihodnost, kot se nam pod aktualno vlado dogaja. Ni dobenega kritičnega odnosa do tega, da živimo na zadolževanju, da zadolžujemo generacije za sabo, da smo v tistem zlatem fiskalnem pravilu, niti iz fiskalnega sveta ne moramo sestaviti, da je seveda enostavno na ta način stvari postavljati, da se niti ne lotiš tistih tako imenovanih in pomembnih reform, kjer je politike vseh polnih ust. Je pa res to, da če bomo hoteli karkoli spremeniti, se bo pač nekdo, ki bo dobil močno podporo na volitvah, ki bo imel vizijo predvsem za to državo, tudi riskira, da bo v 4 letih nekaj postoril, ker ko bo postoril, vam zagotavljam, da naslednji mandat ne bo več izvoljen, ko bo uredil na ta način to državo, ker smo pač Slovenci tudi po taki mentaliteti, da zelo hitro tudi pozabljamo ali pa ne znamo razumeti
zakaj je pomembno v določenem trenutku pa potegnati določene poteze. Da ne bom predolg, glede na to, da želim, da še kolega povesta, kaj je rekel iz prakse in mi je zelo zanimivo, ker sem v teh koncih, vi veste, da jaz hodim po Sloveniji in poslušam stvari iz lokalnih okolij, ker me izredno zanimajo, iz politike pa umetnosti, delovanja nacionalne ravni še sproti dopolnjujem, ali pa tudi, rekel, nič skromnosti tudi učim. Imam pa res 18 let močnih izkušenj na lokalni ravni, tudi upam, da, ali pa prepričan sem, da uspešnih v Celju in vedno rad slišim dobre prakse drugih okolij, ker tudi ko so k nam prihajali v Celje gledati ljudje iz drugih republik, iz drugih mest v tej naši bivši skupni državi, smo marsikaj dobrega znali najti tudi v njihovih rešitvah in to je tisto, kar v bistvu plemeniti in to je tisto, če se znamo ne samo pogovarjati, ampak se znamo tudi poslušati, lahko marsikaj dobrega tudi naredimo za to državo ali pa v kombinaciji tistih političnih strank, ki so nastale po demokratizaciji, pa tudi, bom rekel, tistih političnih strank, ki niso bile vodene strani nekaterih, ki so bili tudi infiltrirani v določene zgodbe, mogoče lažje in pa neobremenjene. Imam pač to prednost, da jaz lahko, bom rekel, brez nekih dosjejev zelo suvereno govorim. Toliko mogoče pa bomo potem verjetno čez kako vprašanje še kako rekli, zato da še damo možnost čist lokalnim borcem, ki so tudi priborili to, kar je general povedal, kako pomembno je bilo zastavitev zadevo pred Ljubljano. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod predsednik. Zdaj pa predlagam, da naredimo skrajni preskok od pozicije oziroma pogleda